Jaz sem malo vrno zgodbo, še preko regije v Sloveniji in poskušal v bistvu pokazati, kaj smo v zadnjih 20 letih tranzicijskega procesa verjetno naredili, kaj je potrebno pogojev, dosno mogoče niti ne, zato, da se gospodarska razvoj regije ljudi in na ta način potem poskušal priti do Slovenije in pokazati, kaj so problemi, s katerimi se soočamo v Sloveniji. Najprej se moram dati samo, da mnenja nisem imel mnenja mednarodne sklade in Centralne banke Republike Kosovo, kljub vsemu so pa moja, da se vse ne z vami. Vsebina, v bistvu bo zgodba v zadnjih 20 letih tranzicijskega procesa, pokazal bom na vprašanje, paradoks, ki se danes pojavlja tako v Sloveniji kot v regiji. Imamo finančni sektor, ki načeloma ima dovolj denarja, vendar pa ta denar, kot ne pride do gospodarstva, in tega ne moramo polno izkoristiti potenciala, ki ga imamo. Tranzicijski proces pošolsko je v bistvu predstavljen v teh 5 točkah: makroekonomska stabilizacija, liberalizacija trgov in cen, liberalizacija mednarodne menjave kot izključeni bilanci, privatizacija. Veste, vsi smo hodili v šolo, večerno so bili najlažji tisti izpiti, kjer si pač nekaj naučili na pamet, potem te vprašal profesor za naštevanje. In te prve 4 točke smo večerno vsi pravilno našteli. Imamo pa problem pri tej zadnji točki, v instituciji tržnega gospodarstva in izgradnje pravnega sistema. Izgleda, da je v zadnjih 20 letih prišlo do namenoma, nenamenoma, do pozade oziroma do pomankanja natančno določenih pravil igre, ki omogočajo, da gospodarstvo v štaku lahko raste in se izboljšuje. Veste, da če se danes govorimo, da gremo igrati nogomet, če sem jaz vsako minuto eksplozi izmišljeval pravila igre, potem je logično, da bi zmagali na koncu, da bi imeli, da ta zmaga boljše se postavi. In predvsem pri pravnem sistemu imamo ta problem, da očitno ta pravila igre niso dobro razumljena oziroma, da jih sami dobro ne izvajamo. Spomnimo se, da smo se v Sloveniji in ta zgodba se potem prenesla tudi na celotno regijo, spraševali o nujnosti določenih politik, šok terapija, političnih pristop, momentovih investicij, vprašanje vložitve tečaja. Gledano nazaj, ta vprašanja sicer bila pomembna, vendar pa ne ključna, zato da se bo dodala v prihodnje. Skoraj vseh tranzicijskih gospodarstv smo spregledali pomen razvoja in spoštovanja pravnega reda delovanja institucij. Zdaj, ali se to zbilo namenom ali ne, je seveda drugo vprašanje, v bistvu skoraj nepomembno danes spraševati o namenu tega, zaradi tega, ker nas se zanima, kaj se bo dodalo v prihodnje. Prihodnje pa je v bistvu več ali manj določeno z Evropsko unijo, zaradi tega, ker so vse države regije, Slovenija, če želimo biti del te širše gospodarske celote. In v zadnjih letih je v bistvu redkim uspelo, vse na papirju, prevzeti evro in stopiti v ta širši prostor. Ta papirologija se v bistvu najbolj pokazala v zadnji finančni krizi, ki je v bistvu razgalila vse tisto, kar nam je manjkalo, potrebni pogoj, da lahko v bistvu pričakujemo oživitev gospodarske rasti v celotni regiji. Regija ima splošne značilnosti, kot so politično problematično okolje, manj ugodni začetni pogoj, predvsem zaradi konfliktov in pa geografsko oddaljenost Evropske unije. Ta geografska oddaljenost Evropske unije, predvsem v smislu zadnje grške finančne krize, bila predvsem problematična. Zakaj? Zaradi tega, ker je večina teh držav bila pod vplivom grškega finančnega sistema, vendar se je na koncu pokazalo, da še vedno, in to je po mojem ključno tudi za Slovenijo, da finančni sistem tak, kot je, vedno deluje normalno, vendar je vprašanje, komu bodo banke dali ta denar. In danes si upam trditi, da se kaže tudi na primeru Kosova, da denar je dovolj. Vprašanje samo, ali so banke pripravljeni ta denar dajati. Gospodarska rast v celotni regiji je relativno visoka, vendar še vedno prenizka za to, da bi v naslednjih nekaj letih lahko pričakovali konvergenco. Problemi pa so predvsem v teh podobnostih v gospodarstvi, predvsem dvojni primanjkljaj,
kako na tekočem računu in proračunski primanjkljaj, inflacija za zmerno, skromna gospodarska rast, mogoče njeno reči poslo in pa visoke obrestne mere. Zakaj pravim, da so te podobnosti lahko problematične? Zaradi tega, ker te države med sabo pač morajo sodelovati in pregovarjati, podobnosti pa se včasih lahko izključujejo. In ta izključenost je predvsem vidna na tej matriki med blagovne menjave, ki kaže, da v bistvu države, regije med sabo sploh ne trgujejo. Vse trguje z Evropsko unijo. Med sabo pa je tega trgovanja izjemno malo. Strukturo, kar v bistvu potrjuje strukturo uvoza in izvoza v teh državah, zaradi tega, ko vse izvažajo, surovine uvažajo pa končne izdelke. Zaradi tega so nemogoče pričakovati, da se bo karkoli dogajalo v regiji med temi državami. Seveda pa lahko tu nastopi Slovenija kot ključni dejavnik, kar smo že slišali, posrednika med Evropsko unijo in regijo. Vendar pa je ključno za celotno razumevanje problemov gospodarskih regij struktura finančnega sektorja. Lastništvo finančnega sektorja je edino, oziroma finančni sektor v regiji je edini, ki je v resnici celotni zasebni sektor. In zdaj pridemo do tega, kar mogoče težko na prvi trenutek razumeti, pa vendar banke bodo vedno dali denar tistim, za katere pričakujejo, da bodo denar vrnili. Ne glede na to, ali so to državne banke ali zasebne banke. Pri državni banki je to sicer malo lažje, ker ni nujno, da se denar vrne. Vendar pa zasebne banke denar posojajo samo tistim, ki bodo denar vrnili. In na Kosovu, ki je v bistvu najmanj razvita država, in področje, kateri v zadnjih letih najbolj poznam, imamo en posebni paradoks. Kosovo v celoti ustvari približno 4 milijarde evrov letnega družbenega proizvoda, bruto domačega proizvoda. Vendar pri tem, to je pol milijarde presežene likvidnosti. Vsa ta presežena likvidnost v bankah, ki so večinoma zasebni lasti, v bistvu ostaja ali na računih centralnih bankih po uničenju obrestnih meri, ali pa se investira v Evropsko unijo. Tako v bistvu Kosovo, najmanjša država v regiji, izvaža kapital zaradi tega banke v Kosovu ne posojajo. Zakaj ga pa ne posojajo? Očitno je, da Kosovo potrebuje denar. Vendar pa banke ne želijo posojiti zaradi enega ključnega problema. In ta ključni problem bom upal, da lahko predstavil zdaj. Vprašanje je, kdo naj financira gospodarsko rast. To vprašanje je enako tako v regiji kot v Sloveniji. Domačini, tudi celi država. Strinjam se z Petrom, ki trdi, da ne rabimo neke posebne strategije za privatne investicije. Mi moramo samo natančno določiti pravila igre, po katerih bodo investirali tako in kot policiji. Če tega ni, pride do problema institucionalnega okvira oziroma do problema tega, da namesto domačinov in domačih zasebnikov in tujcev investira država. Kolikor investira država, pa imamo problem tega, da se država začne reševati trg, država se postavi nad trg, imamo problem z napako trga, ki jo primerjamo z napako države. In seveda, v trenutku, ko država vstopi in prevzame pobudo za investiranje, imamo seveda večje možnosti koruptivnega obnašanja. Vedno pa moramo razumeti, da institucije niso nič druge kot ljudje, ki te institucije predstavljajo. In v tem primeru imamo problem predvsem v manj razvitih državah, Kosovu, kjer enostavno ni pogojev, da bi investirali tako domačini, kot da bi investirali tujci. Zaradi tega investira država. In zakaj? In kaj je po mojem mnenju ključen pogoj za gospodarsko rast? Če pogledamo tole tabelo, Joint Business, ki smo nekajkrat že omenili, je med 27 državami v vzhodni Evropi in centralni Aziji, so vse države v regiji najslabše ravno pri izvrševanju pogodbenih obveznosti. Vi lahko nekomu date denar, vendar če veste, da tega denarja nikoli ne boste dobili nazaj, če se to dogaja nekaj enkrat in nikoli več. Zaradi tega se banke enostavno ukvarjajo z drugimi stvarmi kot za financiranje gospodarstva. Verjetno slutite, da bo zaključek, da se nekaj podobnega dogaja tudi v Sloveniji. Slovenske banke so enostavno prestrašene dajo denar zaradi tega,
problem v zaščite zasebnih investitorjev, zato ponovno pride do večjega rešavanja države, kjer na koncu država postane odgovorna za vse, tudi za slabo vreme, vendar pa je problem v tem, da država ni drugega kot nekaj ljudi, ki so se odločili, da bodo rešali, da so bili priložili, da bodo dobili državo. Iz tega sledi, da v Sloveniji verjetno ni potrebno povedati veliko več, če ste vse približno razumeli, da je problem v regiji, problem pravnega sistema, pravnega izvajanja tega sistema in pa ljudi, ki v bistvu poskušajo spostaviti